Lepo pozdravljeni. Včeraj je stekel promet po delu obvoznice mimo Žadovinka, s čimer so uradno predali namenu obvoznico skozi Krško. Slavnostna govornica na dogodku je bila podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je spregovorila o pomembnosti nove obvozne ceste mimo Žadovinka, ki je sestavni del obvoznice Krško. Kot je poudarila Bratuškova, je odprtje obvoznice pomembno ne le za Krško, ampak za celotno Slovenijo. Vsekakor gre za veliko investicijo in vesela sem, da sem kot ministrica za infrastrukturo temu projektu lahko danes naredila piko. Gre za 18 milijonov vreden projekt, 5 kilometrov dolžine, 10 milijonov evropskih sredstev. Je pa res, da je od ideje do današnjega dne preteklo kar nekaj Save ali pa kar nekaj časa. Več desetletij je to trajalo, ampak jaz mislim, da je danes za vse nas lep dan. Krška obvoznica je ena od številnih novozgrajenih ali obnovljenih cestnih odsekov, ki jih je država zaključila v tem letu. Novi izzivi pa jo čakajo tudi v občini Krško. Denarja, toliko kot ga je, ga bomo mi maksimalno učinkovito porabili. Jaz sem vesela, da je tudi pri tem projektu šlo tako v časovnih, predvsem pa v finančnih okvirih, skratka brez aneksov. To je moja ena velika prioriteta mojega ministrovanja, da se stvari projektirajo tako, kot je treba in potem tudi na koncu izvedejo v okviru tega. Tako da jaz dajem obljubo, da s tem, kar imamo, bomo naredili največ in najbolje, kar je mogoče. Proračun za leto 2020 je sprejet. 260 kilometrov cest je bilo narejenih v enem letu mojega mandata in jaz mislim, da bo tudi v naslednjem letu nekaj takega. Kot je poudaril župan občine Krško, so se z odprtjem obvoznice uresničile dolgoletne sanje. Gradnja krške obvoznice v dolžini 5 kilometrov se je začela z umestitvijo hidroelektrarne Krško v letu 2007. V letu 2013 je bil nov most in odsek obvoznice do starega mostu uradno predan v promet. V letu 2016 so podpisali pogodbo za gradnjo tretjega mostu v Žadovinku, po katerem so promet sprostili v začetku letošnjega leta, dela pa so se nadaljevala na južnem kraku skozi Žadovinek. Hkrati so obnovili tudi odsek obvoznice mimo tovarne Vipap. Za Krško je to izjemnega pomena. Jaz rečem, da je to projekt najmanj desetletja, če ne 20 ali 30 let, kajti kot sem že rekel, so bile to, recimo temu, sanje Krčanov že dolga leta, predvsem zaradi prometa. Zato je to izjemnega pomena in tudi hkrati nam odpira možnosti nadaljnjega razvoja samega mesta, potem mestnih ulic, predvsem ceste Krških žrtev in tako naprej. Skratka, odpira se nov list v zgodovini prometa v Krškem. Za Krško bo torej nova obvoznica predvsem velika sprostitev v prometu. Torej, Krško je po meritvah, ki so bile izvedene že pred leti, zelo obremenjeno s prometom. Dnevno prečka Krško približno 10 tisoč vozil različnih kategorij. Seveda pa zadnja leta posebej težek problem predstavljajo kamioni in pa ves ta tranzit k generaciji Drnovo-Celje. To je postala neke vrste bližnjica za kamionski promet in to ne samo, da pomeni obremenitev, pomeni tudi uničevanje cest. Dokaz za to je seveda ta naša cesta med cesta Krških žrtev od mosta do nakupovalnega središča, ki bo seveda prvi naslednji projekt, ki ga bo treba izvesti zatem, ko gre ta cesta v promet. Cesta Krških žrtev bo s prekategorizacijo postala občinska cesta. To je seveda stvar dogovora z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Reči moram, da smo z njimi tudi v dogovoru, da bi pred prevzemom oziroma pred prekategorizacijo ali predvsem pred prevzemom ceste Krških žrtev v upravljanje občine Krško in v last občine Krško, da bi predtem naredili seveda rekonstrukcijo te ceste, ki je dejansko z leti gradenj, tako avtoceste kot savskih elektrarn pa marsičesa drugega, dejansko je popolnoma uničena in bi bilo treba korenito obdelati oziroma korenito tudi rekonstruirati. Naložba izgradnje obvoznice je rezultat sodelovanja ministrstva oziroma Direkcije za infrastrukturo in občine Krško, pri čemer je država za gradnjo južnega kraka uspela pridobiti tudi 8,7 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost izgradnje tretjega mostu, rekonstrukcije odseka mimo tovarne Vipap in južnega kraka obvoznice skozi Žadovinek je znašala 14,3 milijona evrov. Od tega je občina Krško prispevala 3,5 milijona.
Krški občinski svetniki so se sestali na zadnji letošnji redni seji. Med drugim so sprejeli predlog proračunov za leti 2020 in 2021, letni program športa ter načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest. Za leto 2020 proračun občine Krško na prihodkovni strani znaša 39,1 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,7 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni strani 40,2 milijona, na odhodkovni pa 40,7 milijona evrov. Investicij je predvidenih za leto 2020 približno 17,5 milijona evrov, slabih 17 milijonov pa za leto 2021. To je v načrtu razvojnih programov toliko predvidenega. Od glavnih investicij, ki naj bi se izvajale v naslednjih letih, je seveda prva knjižnica v Krškem, druga je potem vrtec na Senovem. Precej denarja namenjenega tudi za izgradnjo infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture, vendar nekaj malega manj kot v preteklih letih, približno 7,9 milijonov evrov. Med večjimi projekti v naslednjih 2 letih so tudi gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu, zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na osnovni šoli Koprivnica, kolesarska povezava med Krškim in Kostanjevico na Krki, druga faza rekonstrukcije ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, izdelava projektne dokumentacije za pešmost čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, aktivnosti za izgradnjo novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja in drugi. Svetniki so prav tako potrdili letni program športa za leto 2020, v katerem so določeni programi športa, ki bodo v naslednjem letu sofinancirani iz občinskega proračuna. Letni program športa je nekak sestavni del sprejemanja proračuna, gre za dokument, ki se sprejema kot posledica proračuna ali kot podlaga za sprejem proračuna, kakorkoli to obrnemo, ampak ne glede na to, lahko rečem, da so predvidena sredstva v letošnjem letu nekje okrog 220 tisoč za razdelitev športnim društvom, potem je predvidenih približno skoraj 400 tisoč za najeme športnih dvoran, nekaj več kot 400 tisoč namenjeno potem za financiranje različnih investicij z področja športa, približno 60 tisoč je pa namenjenih za financiranje trenerjev za delovanje športnih klubov. Skupno je tako v programu za financiranje različnih programov, sofinanciranje uporabe športnih objektov, sofinanciranje trenerskega kadra in različnih naložb oziroma vzdrževalnih del namenjenih okoli 1 milijon evrov. Občinski svet je sprejel tudi načrta obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2020 do 2023 in od leta 2021 do 2024. Program je razdeljen na več segmentov. Eno je tekoče vzdrževanje cest, sicer letno pa in zimsko. Tukaj vsako leto namenjajo približno 2 milijona evrov za eno in drugo, odvisno je pač od tega, ali je hujša zima, takrat gre več za zimsko, sicer pa skupaj v seštevku vedno 2 milijona evrov. No, potem je približno 1 350 000 evrov namenjen za investicije ali novogradnje cest. Potem je predvidenih preostanek do 7 milijonov 900, pa je predvideno za različne projekte, ki so sicer zajeti v načrtu razvojnih programov. Gre pa za več ali manj odsekov cest, ki so v pristojnosti občine. Pa tudi za razna sofinanciranja državnih cest. In kako je z ureditvijo ceste med Krškim in Zdolami? Cesta na Zdole je sicer v celoti pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, lahko pa rečem, da je predvideno za naslednjo leto spet ena nova etapa, in sicer od Zdol proti Krškemu oziroma proti Vidmu, približno slab kilometer. Svetniki so na seji sprejeli tudi načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje naslednjih 2 let. V Brežicah so nedavno namenu predali obnovljeno Borštnikovo ulico, trenutno pa v mestu poteka še nekaj ureditev cestne infrastrukture. Zaradi dotrajanosti cestišča in težav z odvodnjavanjem je občina Brežice pristopila k obnovi Borštnikove ulice in v času od septembra do novembra obnovila javno pot v dolžini 100 metrov. Tam je šlo precej za ureditev infrastrukture in pa seveda za hodnik za pešce, javno razsvetljavo in pa seveda ostale stvari, ki je nujno bilo potrebno. Konec koncem to je tudi ena od precej turističnih ulic, kjer tudi so gostinski objekti, tako da smo to obnovili. Vrednost je znašala dobrih 111 tisoč evrov, dela pa je izvedlo podjetje HPG. Občina v samem mestu sicer ureja še nekaj cestnih odsekov.
Ena od teh je bolj varno križišče pri Lidlu. Tu smo skupaj z direkcijo naredili smernice, kako urediti. Predvsem ključni problem je, da v tem trenutku sta bila dva pasa na tem križišču, ker je bil prehod za pešce. Zdaj se ureja v en paš, dodatno se osvetljuje in s tem verjamem, da bo poskrbljeno bolj za varnost. V neposredni bližini avtobusne postaje pa zasebni vlagatelj ureja križišče. Tu je bil sprejet nov občinski prostorski načrt in seveda to je tudi obveznost Eurospina, da to uredi križišče pri avtobusni postaji, pa seveda pri novem območju, ki bo namenjeno za trgovinsko dejavnost. Dela so že pri koncu, saj kot dodaja brežiški župan, predvidevajo, da bo spomladi nova trgovina že odprta. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Zdravstveni dom Krško je letos občutno posodobil vozni park, ki šteje 23 vozil. Zamenjavo 3 službenih vozil v skupni višini 51 tisoč evrov želi zdravstveni dom izboljšati kakovost pogojev dela patronažne službe in voznikov sanitetnih prevozov na območju občine Krško in Kostanjevica na Krki. V Tržišču so se srečali prostovoljci iz sevniških društev upokojencev, ki so vključeni v program Starejši za starejše. Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma in večjo vključenost v družbo omogoča bolj neodvisno življenje starejših in dostojno preživljanje starosti. V občini Sevnica so v program vključena vsa društva upokojencev, ki v sodelovanju z različnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju pomagajo vsem starejšim od 69 let, ki potrebujejo pomoč in pogovor. Tudi letos je Gasilska zveza Krško v zaključnem mesecu koledarskega leta poskrbela, da so celoletno delo sklenili skupaj tisti, ki največ časa, tako organizacijsko, logistično in še kako, posvetijo gasilstvu v vlogi funkcionarjev v komisijah, poveljstvu, upravnem in nadzornem odboru, ter tisti, ki so tlakovali pot, da zdajšnja generacija lahko uspešno nadaljuje zastavljeno delo, starejši gasilci. Tudi letos se je dedek Mraz odločil, da s svojim spremstvom obišče člane društva Sonček Posavje. Pravzaprav so ga z igro in s pesmijo priklicali učenci osnovne šole Koprivnica. Kot pritiče je s snežinkami podelil darila članom društva. Predsednica Nataša Solomun je ob tem predstavila samo delovanje društva Sonček Posavje v letošnjem letu. Izpostavila je sodelovanje v programu Pegas in projektu Most, kar je za društvo velika dodana vrednost. Pametne vasi za jutri je naslov projekta sodelovanja na temo ohranitve vitalnosti slovenskega podeželja, ki ga izvaja Las Posavje. V prejšnjem tednu so v Brežicah pripravili okroglo mizo, na kateri so predstavili izvedeno analizo, ki je zajemala trajnostno oskrbo, pomoč na domu, zdravstveno nego in trajnostno mobilnost na podeželju, ter določili potrebne kapacitete zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov. Projekt Pametne vasi za jutri je snovalo 5 različnih lokalnih akcijskih skupin iz celotne Slovenije. Gre za projekt sodelovanja, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Las Posavje je pripravil model pametnih rešitev. Govorimo pa seveda o tem cilju, da želimo ohraniti podeželje, da postane vitalno, da seveda prebivalci ostanejo na podeželju in da se temu izzivu, ne nazadnje digitalizacije sveta, bom tako rekla, da seveda tudi na ta izziv podeželje nekako odreagira. Model se nanaša na pametno Srebrno vas. Gre pravzaprav za gospodinjsko skupnost na vasi, ki je obogatena z socialno infrastrukturo, obogatena je seveda tudi z nekimi digitalnimi tehnologijami, da bo lahko prebivalec, ki bo živel v taki gospodinjski skupnosti, lahko komuniciral tudi nadaljavo, se pravi neka e-opismenjevanje z oskrbovalcem in pa tudi z zdravstvenim osebjem, ne nazadnje. To si želimo, da bi potem starejši ostali na vasi dlje, seveda v svojem bivalnem okolju, kar mislimo, da je seveda tudi ne nazadnje dolgotrajna oskrba v ta cilj seveda tudi usmerjena. V sklopu projekta so pripravili analizo demografske strukture, ki bo osnova za pripravo modela pametnih srebrnih vasi. Anketirali so 372 uporabnikov, ki še niso v sistemu domskega varstva, in 181 oseb, ki so v sistemu. Navedli so, da največkrat so problem
ali pa bo problem, če že sedaj dvigala, ki ga nimajo, ker imajo visokonadstropne stanovanjske hiše. Potem je problem stopnišča, ki jih imajo vsaj nekaj in je tudi to problem v starosti. Tudi velik procent jih je pa tudi izpostavilo, da v snežnih razmerah ali pa v dežnih pa patronažna služba, zdravstvena služba do njih sploh ne more. Sicer si želijo bivanje v bližini domačega kraja. To imenujemo zdaj lahko pametna srebrna vas, kjer bi se ti ljudje skoncentrirali ali tudi ne, zaradi tega, kar je že prej smo slišali, zaradi informacijske tehnologije, ki je zdaj lahko tudi to razpršeno in v teh naseljih starostniki bi se počutili varne, kar je tudi njim zelo pomembno. Bil bi nek nadzor ali pa bili vsaj v skupnosti, kjer bi nekdo lahko poskrbel za njih, ko bi to nujno potrebovali. Izpostavili so tudi, da bi si želeli imeti moč samoupravljanja in samooskrbe v pametni srebrni vasi. Zadovoljni bi bili, če bi imeli v tej vasi garsonjero, kjer bi bila mogoče največja cena, kar so tudi izpostavili 900 evrov, in zmogli bi tudi plačevati dnevno varstvo v višini 500 evrov. To se nam je zdelo zelo pomembno pri načrtovanju teh pametnih srebrnih vasi. Glavni cilj pa je seveda, da vsem občanom našim in pa starostnikom omogočimo kvalitetno bivanje čim dalj časa na svojem domu, kajti želja je tako nas v občinah, kot tudi seveda občanov, da lahko kvalitetno preživljajo starost v okolju, v katerem so živeli več ali manj skozi celo življenje. Sam model bo seveda zdaj zaenkrat bil na papirju. Mi smo uredili v bistvu že eno tako, bom rekla, srebrna vas je v bistvu kot gospodinjsko skupnost v Gorenjem, Leskovcu, v Krškem. Tudi v Sevnici imajo te prostore za druženje in ker je to seveda samo pilotni projekt, si želimo, da bi seveda nadgradili res tudi z prostorskimi akti, prostorsko umestili tako pametno vas v katero izmed posavskih občin. Model bo nastal konec januarja. Vrednost projekta je cirka 90 000 evrov, bom rekla, za vse partnerje v Posavju. Partnerji so pa seveda Las Posavje, RRA Posavje, občina Brežica, občina Krško in pa občina Sevnica. Projekt, ki traja od letošnjega januarja, bo potekal do junija 2020. Brežiška enota večgeneracijskega centra Posavje je v preteklem tednu pripravila dogodek z naslovom Druženje povezuje, na katerem so se s kulturnim programom spomnili dela v iztekajočem se letu. Večgeneracijski center Posavje je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju ljudi s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja ter dviga kakovosti življenja vseh prebivalcev regije. Brežiška enota je ena izmed 3 v Posavju. Ljudska univerza je prijavitelj v Krškem, potem je še druga enota, ki poteka v Sevnici, medtem ko v Brežicah pa imamo svojo enoto. Združujejo predvsem starejšo in mlajšo generacijo. Starejši imajo na eni strani znanje, izkušnje in modrost, mlajši pa na drugi strani ogromno energije, volje in tako naprej. V delavnicah konkretno to poteka tako, da recimo mlajši učijo starejše uporabe mobilnih telefonov, računalnikov in tako naprej, medtem ko starejši pa odlično lahko naučijo mlajšo generacijo, ne vem, kako se pečejo piškoti, te tradicionalne stvari. Imeli smo na primer peko pletenic, ker mlajša generacija dejansko tega skoraj ne pozna več. Poleg druženja in delavnic v večgeneracijskem centru omogočajo tudi dodatne aktivnosti, kot so različna izobraževanja in usposabljanja. Največ aktivnosti, ki jih izvajamo tukaj, so predavanja. Na eni strani predavanja za starše, predavanja za starejše, potem imamo ogromno delavnic, kreativnih delavnic, potem ročnodelskih delavnic, tečaj masaže smo imeli, kuharske delavnice. Potem imamo tečaje, pričeli smo s tečajem igranja citer, ki jih bomo danes tudi že slišali v okviru našega programa. Pričeli smo s plesnim tečajem za starejše, ker je bil odličen odziv in recimo ta ponedeljek se je v naši dvorani zavrtelo 160 nog, tako da smo bili zelo veseli nad tem lepim odzivom. Veliko je pohodov, počitniških aktivnosti, delavnic za otroke. Vsako leto je vključenih več uporabnikov. Letos smo nekako zabeležili že preko 5000 obiskov naših aktivnosti.
v okviru 800 oziroma preko 800 ur aktivnosti, ki smo jih v letošnjem letu izvedli. Tako da to je zelo lepa številka. Seveda pa smo lahko toliko aktivnosti izvedli tudi s pomočjo naših prostovoljcev, ki so zelo, zelo aktivni in zelo pomagajo pri uresničevanju našega načrta. Dogodek, ki so ga naslovili Druženje povezuje, je bil tako v prvi vrsti namenjen tistim, ki so skozi leto sooblikovali delo v večgeneracijskem centru. Kulturni program so sestavili udeleženci sami. V avli Mladinskega centra Brežice pa so na ogled postavili razstavo Mozaiki, ki je nastala pod mentorstvom prostovoljke Irene Ameršek. Podlogo za namizne te podstavke za vroče lonce pa take zadeve je bil, mislim, lesen podstavek. Na to pa, mislim, keramične ploščice. Isto na to, kar smo mi izdelovali, je Mihaela nabavila 2 koša, mislim, za dežnike. Mrežost je bil kar izziv, ker je bila okrogla oblika, ne. Ploščice ne moreš zvijati, jih moraš, tako da, ja, ampak nama je uspelo kar ustvariti eno zanimivo podobo izdelka, tudi da smo zadovoljni. Amerškova, ki se že 29 let ukvarja s slikarstvom, se je v Brežicah predstavila tudi s svojim najnovejšim projektom, knjigo pravljic in basni z lastnimi ilustracijami. 3 leta je tale stvar nastajala na podlagi te naslovne slike. Se mi je prva zgodbica pripeljala, tako da sem sliko pustila, šla zgodbico zapisati in potem sliko dokončala. In čez 1 leto je prišla naslednja zgodbica, da sem jo zapisala, in lansko leto se mi je pa porodila ideja, pa glede na to, da sem dala zgodbice prebrati nečakinji pa parim prijateljicam. In sem rekla, naj to združim, da je to prava kombinacija moje slike plus pisanje. In julija letos je knjiga izšla. Aktivnosti večgeneracijskega centra so se zlasti med starejšimi dobro prijele, zato bodo tudi v prihodnjem letu nadaljevali po začrtani poti. Program je zelo široko odprt in tako se nekako želimo še bolj približati željam in potrebam, ki so v okolju. Tako da nadaljevati tiste stvari, ki so bile dobre v tem letu, in seveda še nadgraditi s tistimi, po katerih bo potreba in želja strani udeležencev. Sledi kratek pregled športa. Potem, ko je bilo konec novembra izdano gradbeno dovoljenje, so se na Vidmu na območju nekdanjega doma upokojencev začela dela izgradnje kolesarskega poligona oziroma pump tracka. Gre za stezo na skupni površini 720 kvadratnih metrov, primerno za vse vrste koles, rolke, rolerje in skiroje, ki bo manjšega obsega s približno 320 kvadratnih metrov asfaltne vozne površine, zatravljenimi brežinami in notranjimi deli, dostopnimi potkami in podobno. Po določenih zapletih, ki so potekali preko poletja, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in sedaj je se začela gradnja. Računam, da bi to moglo tudi v roku 1 meseca biti gotovo. Predvsem gre za zemeljska dela. Kajti gre za objekt začasnega pomena, se pravi, ni to nek objekt, ki bi pomenil neko zidanje ali karkoli, ampak je preprosto gradnja zemlje, prelaganje kupov, ureditev zemljišča in pa nekaj malega asfalta. Za kolesarski poligon je občina iz proračuna namenila dobrih 45 tisoč evrov. V soboto se je praznično razpoloženje v Krškem nadaljevalo v starem mestnem jedru. Popoldne z otroškim programom, Dedkom Mrazom in ustvarjalnimi delavnicami, v večernih urah pa stojnicami in koncertnim dogajanjem. Staro mestno jedro je konec tedna privabilo številne obiskovalce. Popoldanski del je bil namenjen najmlajšim, saj je Krško obiskal Dedek Mraz. Pozdravljeni moji Krčani, vesel december vam želim. Najprej smo pripravili program za otroke, in sicer prihod Dedka Mraza s konjsko vprego in spremljevalci Bohorske konjenice s konji. Pridružile se tudi plesalke glasbene šole Krško, Snežinke. V nadaljevanju imamo predstavo Ledeno kraljico.
Obiskovalci so si lahko ogledali lokalno sejemsko ponudbo na stojnicah, ki so bile praznično obarvane. Predstavljam pa zelišča in zeliščne izdelke, majčkeno drugače, mogoče, kakor je bilo klasično zeliščarstvo, s tem, da ponujamo kozmetiko, tudi vrsto kozmetičnih izdelkov in pa klasično od čajev do začimb in tako naprej. Vsako leto se predstavljam z bohorskim čajem, pa z peko kruha na nacionalni način iz krušne peči. S tem, da tudi vsako leto zelo nabiram zelišča, ponovno se reče, so biš prehranska dopolnila, ne? In imam 25 zelišč, katera so v sestavi bohorskega čaja. Ta zelišča se nabirajo od zgodnje pomladi, pomeni strobentico, do pozne jeseni šipkom. Izdelujemo unikatni nakit iz polimerne gline, fimomase, nekaj tudi iz lesa, tako da danes se tukaj le predstavljamo s našim družinskim podjetjem Manca narejeno srcem. Ponudniki oziroma razstavljavci se na tovrstne dogodke, kot je praznični vikend v Krškem, radi odzovejo. Z obiskom stojnic so bili tudi tokrat zadovoljni. Jaz sem prezadovoljna, presrečna, da imam tak lep krog strank pa dobrih ljudi, no. Tako da super. V bistvu nam je najprej, bom rekla, stojnice po raznih dogodkih, nekaj prodajamo tudi na domu, pa zdaj smo začeli malo dajati v te butične trgovine. Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z občino Krško skrbi tudi za naravo, kajti naše prireditve so vse namenjene brez odpadkov, tako da smo poskrbeli tudi za skodelice, za tople napitke in s tem želimo ozaveščati, da ne bi več uporabljali embalaže za enkratno uporabo. Pestro je bilo tudi v Mestnem muzeju Krško, kjer so potekale praznične ustvarjalnice. Te so potekale tudi v Mencingerjevi hiši. Zvečer je sledilo koncertno dogajanje. Prireditve in številni drugi dogodki, ki jih pripravljajo v starem mestnem jedru, so namenjene oživitvi tega dela mesta ter spodbudi tako ponudnikom kot tudi obiskovalcem, da se vračajo. Za konec poglejmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.